Moje ime je Silvo Vene, smo na Bočki, pa bi vam pokazal, kje je približen potek te okupacijske meje med Nemčijo in med Italijo. Zdaj, za tem hribčkom je prišla in ta domačija, ta oranžna hiša, na oni strani je hlev, tudi takrat je bil hlev med časom vojne in je tekla meje po dvorišču, tako da je dejansko domačijo razdelilo na pol in potem po dolini in dol naprej je šlo po dolini, zdaj tukaj se ne vidi, tako da bi mogoče še tam Se lahko tu pomaknemo iza, da se je malo bolj videlo. Med temi hišami potem dol je šla naprej meja, tako da je te kraje praktično občine Bočka takrat je razdelila, da je tak del naselje Bočka in naselje Jerman Vrh so ostali v Italiji, vse ostalo, kar je bilo pa na tej strani, je bilo pa pod Nemčijo. Kakšen je bil pa režim, so vam kaj povedali, se je dalo tu čez mejo? Ne, tukaj bi bil strog režim, minirano, se pravi, minirano in z bodečo žico. Če sem prav razumel, je tu hlev bil na eni strani hiša, pa na drugi strani, ja. Kako so pol do živine prišli? Tukaj so bili potem, dejansko so mogli pač sem na ene, so bili sem na italijanski strani so potem bivali, oziroma so bili pač razstavljeni višje gor, na drugo hišo, ne. Tako da niso bili v tej, so bili na italijanski strani so živeli. A so bile kakšne smrtne žrtve, so vam kaj rekli na meji, ko so ljudje hoteli čez prihajati? Ali pa poškodovani, kakorkoli? Tukaj vem, da je bilo, pač se pravim, jaz isto vem, tako kot kar sem slišal. So predvsem na začetku vojne je bilo zelo močno so prehajali na italijansko stran. Potem pa, ker je tukaj bilo ta območje Bočke praktično izseljeno, je bilo tega manj, ker so bili naseljeni kočevari, ki so bili bolj naklonjeni Nemcem in so bili te območje so bili zelo nenaklonjena kakršnim-koli dejavnostim, se pravi na meji, čez mejo, tako da je bilo tukaj kar strogo zastražena meja. Zakaj so pa ljudje prihajali na italijansko stran predvsem? Ja, zaradi samega terorja in pač, ne vem, mislim, da so pač takrat že izvedeli, oziroma so šli k sorodnikom, da je mogoče ta, ne vem, italijanski režim mogoče manj strog. Ti si tako predstavljam, zakaj so šli tja. Pa tudi napovedana je bila ta izselitev in so šli rajš pač nekam bližje kraj, kot pa da je bili izseljeni v Nemčijo, Srbijo in pač kam so šli. In tu je nekje še stražni stolp, ne? Tako. Oziroma ostanki. Ostanki. Kje pa to? Temelji stražnega stolpa. Bližamo se ostankom nemškega stražnega stolpa. Mi tukaj temu po domači rečemo piramide. Aha. Ena taka konstrukcija, dejansko so pa to temelji stolpa in po neki anekdoti so bili gor, je bil daljnogled tako močan, da so lahko tu dol spodaj, kar vidimo, je Šentjernej, da so videli ljudje v Šentjerneju, če si cigaret prižgal, tako pravijo pač ljudje. Mislim, da malo pretiravajo, ampak dobro. Aha. Katera vas je pa to? To je pa Bočka. Bočka, ne? Ja. Aha. In ta rumena stavba je šola, ki je služila kot zapor. Tu na sredi je župnijska cerkev Svetega Mateja, dol spodaj je podružnica cerkev Svetega Martina in tam, ko je od župniške cerkve tak največje drevje, tam je bila ena taka, je bil župnišče, kjer je bila nemška postojanka, sam objekt je bil približno take velikosti, kot je ta šola, tak zelo mogočen. In je bil med vojno tako poškodovan v 3 napadih, tako da so ga mogli po vojni porušiti.
je pa bila to obmejna postojanka. A so tukaj sta dva betonska, Štiri. Kje so še? Tam je še enega, vidite? Aha, tam, zaraščeno je vse, ja. Ja. Pa tam še enega. Ja, lokacija je prava, ne? Ja. Ta del dol, kar vidimo Krškega polja, je bilo pod Italijo, so pa nemški. Tam so pa Gorjanci, se vidi. To so pa Gorjanci, ja, Trdinov vrt. Stolpom, ja. V spomin na te čase, najbolj negujejo v društvu izgnancev, ki so tudi leta 2005 postavili tole tablico, da bomo vedeli, čemu to je. In to je temeljni kamen opazovalnice številka 18 na tej okupacijski meji.